Zopet vas lepo pozdravljam, dragi gledalci in gledalke, ki spremljate ta adventni duhovni program in se želite pripraviti na letošnje božične praznike. Bogoslužje teh zadnjih adventnih dni nas hrani z besedami iz Evangelija po Luku. On je eden od evangelistov, ki so imeli možnost najbolj spoznati tiste trenutke, ki so povezani z Jezusovim rojstvom, ker je imel priložnost srečati se in živeti z Marijo, ki je bila na nek način edini izvor vseh teh podatkov in zgodb. In danes pri sveti maši slišimo čudovito hvalnico, ki jo Marija izgovori, potem ko je Elizabeta pohvalila njeno vero. Marija pa kot da ne želi teh dogodkov, ki jih je ona doživela, pripisati sebi, ampak takoj nekako odgovori s hvalnico Bogu. Ta hvalnica, ki rečemo Magnifikat ali po slovensko Moja duša poveličuje Gospoda, je nekakšen povzetek vere in tudi izkušnje izraelskega ljudstva, ker Marija pripada temu ljudstvu. Ni padla kar takoj z neba. Ona živi, lahko rečemo, je sad neke velike zgodovine, ki jo je Bog skozi staro zavezo od Abrahama naprej vodil s tem izvoljenim ljudstvom. In to ljudstvo je doživelo mnoge čudovite posege Boga v svoji zgodovini, ko jih je reševal, ko jim je pomagal, ko je nizke dvignil iz blata, ko je lačne nahranil, ko je pokazal svojo slavo, svojo moč, svojo zvestobo obljubam. In o vsem tem Marija govori v tej hvalnici, v tem Magnifikatu. Torej, današnja Božja beseda nas nekako nagovarja in sprašuje, kako je z nami. Kako mi gledamo Božja dela, ali jih sploh vidimo, kako mi odgovarjamo Bogu na vse to, kar nam On stori v našem življenju. Kajti, ko vidiš Božja dela, če jih vidiš v svojem življenju, potem lahko poješ hvalo. Če človek ne vidi ničesar, če se sprašuješ in mučiš s tem, kaj sploh je Bog naredil v mojem življenju, potem boš težko karkoli hvaležnega izrekel o Bogu. Te stvari, te čudeže, to Božjo pomoč pa lahko vidimo, če sprejemamo njegovo besedo. Torej, če vstopamo v vero, če poslušamo, kaj nam Gospod govori, ne samo poslušamo z ušesi, če poslušamo v smislu, da smo poslušni, da se odzovemo na vse izzive, ki nam jih Gospod daje. In ti izzivi so velikokrat enormni, ogromni. Bog nas včasih postavlja pred stvari, ki se nam zdijo nemogoče, enako kot Marijo. Marija ni vedela, kako se bo zgodilo to, da bo ona spočela. In podobno se dogodi tudi v našem življenju velikokrat. Jaz se spomnim iz otroštva, ko sem prvič, recimo, začutil ta poklic za duhovnika, meni se je to zdelo absolutno nemogoče in neumno in je bila borba 4 leta v meni, da sem lahko rekel Bogu, naj se zgodi tvoja volja. In podobno je tudi v drugih življenjih, v vsakem življenju, tudi sedaj, so stvari, ki so nam absurdne, ki jih ne razumemo. Ampak če stopimo z vero v Božje obljube, kaj nam Gospod govori,
v te dogodke, v te stvari, ki se nam postavljajo v življenju, mogoče, ne vem, odločitev še za enega otroka, mogoče zboliš in vidiš, da ti sile pešajo in moraš spremeniti način življenja in je to grozno, ker ne moreš več kuhati za sebe in morajo drugi tebi v usta nositi hrano. To so grozne stvari. Ampak če zaupamo Bogu, če vstopimo v to zgodovino, potem lahko vidimo velika Božja dela in lahko pojemo tudi mi takšno hvalnico Bogu. Torej danes poglejmo v svoje življenje, kako je z menoj. Katera beseda odzvanja v meni? Sploh, prvo vprašanje, katero besedo jaz poslušam? Ali je mogoče v meni samo beseda tega sveta? Samo gledam malo poročila, televizijo, kaj on misli, kaj je on rekel, kaj ljudje govorijo, kaj se pogovarjajo. Je samo ta beseda v meni, potem verjetno bom težko pel kakšno hvalnico, ker danes je znano, da mediji sploh samo kakšne take negativne stvari prikažejo, ker to ustvarja profit. Zaradi tega ljudi bere, to je privlačno, to je kriminal, to je afere, to. Potem težko bom hvaležen in sploh ne bom videl Božjega delovanja v tem svetu, ker je pokvarjeno, ker je slabo, ker vse gre narobe. Ali je mogoče kakšna druga beseda, ki me hrani, ki me nagovarja? Je to mogoče Božja beseda? Ali imam jaz v svojem življenju, v svojem času tudi prostor, imam nekaj časa za Božjo besedo, da me nahrani, da me razsvetli, da mi pomaga videti, kako je Bog dober, kako je Bog zvest? Ali vidim ta Božja dela danes? Mogoče niso to taka neka Božja dela, neki čudeži, da je nekdo čudežno ozdravel. To se redko dogaja. Se dogaja tudi danes, ampak redko. A so drugi čudeži, ki nas lahko napolnijo s hvaležnostjo. Jaz sem razmišljal danes recimo o tem, da sem jaz danes še duhovnik po 22 letih. To je čudež Božji. To je čudež Božji. Ob vseh mojih grehih in slabostih, nesposobnosti, da sem še vedno tukaj, da nisem šel s kakšno žensko, da imam še vedno voljo tukaj služiti v župniji, kljub raznim dogodkom, ki se zgodijo, kljub temu splošnemu vzdušju v družbi. To je čudež Božji, to je samo Bog lahko naredil. Da si zvest v svojem poklicu, da nisi obupal nad življenjem, kljub temu, da si izgubil službo, kljub temu, da so te otroci šli eno svojo pot, ki ti nisi hotel tega, ti si drugačne načrte imel, drugače se vzgajal in da ne obupaš, da še vedno živiš v veri. To je čudež Božji. To je veliko Božje delo. Da premagujemo svojo sebičnost in opravljamo res svoj poklic za druge, da neka mama služi v svoji družini 15 let, 30 let. To je čudež Božji. To ne izhaja iz naših moči. Pa to, da sprejmeš svojo majhnost, da ne znaš vse delati, kot bi drugi mogoče pričakovali, da sprejmeš sebe z vsemi svojimi omejitvami, to je čudež Božji. In o tem govori Marija danes v tem magnifikatu, da je Bog pogledal na ponižne, na lačne, da je On naredil velike reči, ker je mogočen. Moč je skazal svojo roko, razkropil je njej, ki so napuhnjenih misli. In danes nas ta Božja beseda, tik pred Božičem lahko rečemo, vabi, da bi pogledali, kako Gospod tudi danes deluje v našem življenju, kako nam je blizu, kako se Bog sklanja v našo revščino. To njegovo rojstvo v Betlehemu ni bilo slučajno, ker tudi danes se dogaja isto. Gospod vstopa v ta naš Betlehem, v to našo revščino, da bi mi spoznali Božjo
ljubezen, dobroto, da on skrbi za nas, da nas ima zares rad. In zanimivo, tako kot sem že včeraj rekel, neka stvar se vleče skozi celo Sveto pismo, tudi ta pesem, tudi ta hvaležnost Bogu, to petje hvalnic Bogu je navzoče v celem Svetem pismu. Zanimivo, da tudi na koncu, v zadnji knjigi Razodetja, Janez govori, da na nebu bomo peli Bogu, bomo slavili Boga. Vsi, ki jih on prikazuje v nebeškem življenju, vsi pojejo Bogu hvalnice. Zakaj? Vemo, da knjiga Razodetja je nastala v času recimo prvih preganjanj kristjanov, konec 1. stoletja. Kristjanom je šlo zelo slabo v nekem smislu. Trpeli so. Na prvi pogled je izgledalo, kot da je vse tisto, kar je Jezus govoril, ena prevara, da od njegovega kraljestva ni nič, ker gre vse samo na slabše. Zgubljali so svoje imetje, zapirali so jih, ene so že ubili. In Janez piše to knjigo ravno zato, da bi ti kristjani ohranili zaupanje v Boga sredi preganjanja, sredi trpljenja, sredi porazov, teh posvetnih porazov, da bi ohranili vero v Gospoda in da bi lahko sredi tega težkega življenja kljub vsemu peli hvalnico Bogu. Podobno kot Marija. Tudi Marino življenje ni bilo neko gladko, idealno, lepo, romantično življenje. Je bilo življenje polno preizkušenj, nevarnosti od samega spočetja naprej, ko bi jo lahko kamnali po judovski postavi, ker je spočela pred poroko. In pol naprej vse, glede rojstva in izgnanstva v Egiptu, v tujini je morala živeti, pa pol nazaj, in vse te stvari, nerazumevanje ljudi, ki so imeli Jezusa za neumnega, norca, vse te do križanja. Ampak kljub temu, Marija poje Bogu hvalnico. Vidi Božjo prisotnost in njegovo rešitev v tem življenju. In tako tudi kristjan. Kljub temu, da se nam lahko dogajajo stvari, ki nam niso všeč, trpimo, so grozne v življenju. Ampak če nosimo v sebi Gospoda, če nosimo v sebi njegovo besedo, lahko tudi sredi tega sveta, sredi tega mojega konkretnega življenja, lahko danes pojem hvalnico Bogu. Naj nam današnji dan pomaga, da bomo s to hvaležnostjo, s tem veseljem pričakovali božični praznik, ker Gospod bo prišel, Gospod je prišel in Gospod je danes v našem življenju.